Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod župnik, spoštovani cenjeni duhovni pomočnik, naš emeritus, spoštovana ravnateljica Osnovne šole Brežice, dragi vsi izbrani. Danes je poseben praznik za to stavbo, v kateri smo se zbrali, pa tudi za naše mesto. Mogoče ste opazili tam, ko ste prihajali eno novo ulično razstavo, na kateri piše, kako že neumnost je najdražja stvar na svetu. In ta stavba je bila zgrajena pred 200 leti ravno zato, da ne bi bilo neumnosti in da bi lahko živeli v boljšem svetu. Zato danes številni soorganizatorji praznujemo oziroma obeležujemo teh 200 let. Nimamo natančnega datuma za tistih 200 let nazaj, za leto 1824, zato smo si lahko izbrali tale datum in vas povabili v naše vrste. Pa naj nas najprej pozdravi predsednik društva 1824, Jurij Žnidaršič. Aha, tukaj si. Pozdrav še z moje strani. Sem vesel, da vas toliko vidim tu, da smo uspeli spraviti skupaj toliko različnih interesnih skupin, naše društvo, potem društvo Verigar, šola, pevski zbor šolski. Super vas je videti tu. Žal mi je, da je to premali prostor. V zgornjem nadstropju je še dvakrat večji, ampak žal še ni odprt za javnost. Tako da sigurno v naslednjem letu, ko bo kakšna prireditev podobna, bo lahko gor. Vesel sem, da vas vidimo še enkrat in da obeležujemo to 200-letnico, kar to pomeni, da je v Brežicah že dolgo učenost in da si od nje lahko nekaj obetamo. Hvala lepa. Tako, Osnovna šola Brežice je nami danes, ker so seveda direktni nasledniki tega, kar danes praznujemo. In z nami je tudi učenka Inja Orijana Račič, ki nam bo prebrala en tako zanimivo pesem Miroslava Košute, Šola za šalo. Prosim, Inja. Tukaj si. Miroslav Košuta, Šola za šalo. Šel bom šolo, a samo za šalo. Zares pa bom ostal doma. Šolal se bom čisto malo, šalil, kolikor se leta. V šoli bom za šalo skrbno pisal in za šalo brez vseh težav bral, računal, telovadil, risal. A doma se resno bom igral. Šale v šoli nagradi petica. Sreča v igri pa moj trud doma. In bo prav, le da šaljiva polovica je tista, ki vse ve in zna. Najlepša hvala. O šoli, o tej stavbi govori naša nova ulična razstava, ki smo pripravili skupaj s Posavskim muzejem Brežice in tudi pod strokovnim vodstvom in ogledom naše doktorice Ivanke Počkar. Ampak razstavo bo predstavil avtor, njemu smo to tokrat zaupali, naš kustos Boštjan Kolar. Prosim, Boštjan. Pozdravljeni. Začetki šolstva v Brežicah segajo v sredino 17. stoletja, ko so tukaj delovali frančiškani. S podporo meščanov ter lastnikov gradu in gospodstva knezov na Kopanu so zgradili samostan s cerkvijo svetega Antona Padovanskega, kjer sta od predovniki od leta 1668 poučevali dečke meščanskih rodin. Leta 1744 je šolstvo prešlo pod državno upravo in v šolski sistem so se lahko vključili vsi otroci. Tako je, na primer, pouk v Brežicah leta 1785 obiskovalo 118 učenk in učencev. Danes obeležujemo 200. obletnico prve šolske stavbe v Brežicah. Začetek zgodovine stavbe predstavlja leto 1819, ko je tedajni župnik Ignaz Fuchs izboril izgradnjo prve šolske zgradbe, ki so jo začeli graditi leto dni pozneje. Septembra 1824 je bila šola, današnji Slomškov dom, odprta. Dom je pomenovan po oblaženem Antonu Martinu Slomškom, ki ga imenujemo tudi kot utemeljitelja slovenske ljudske šole. 8. septembra 1824, torej ravno v teh dneh, je bil posvečen duhovnika,
Svojo prvo službo pa je nastopil na Bezelskem župniji svetega Lovrenca. V okolici Brežic v 30 letih 19. stoletja šol še ni bilo. Zato so jo obiskovali tudi otroci iz Artič, Zdolj, Stromlj in iz Kapela. Leta 1852 je število učencev naraslo, zato so jo razširili na 4-razredno mešano ljudsko šolo. Leta 1888 je šola dobila še kuhinjo, ker je v zimskih mesecih dobilo toplo obroke 100 šolskih otrok. Najrevnejši na šoli so prejeli tudi obleke in šolske potrebščine. Med prvo svetovno vojno je bil obisk šole zelo slab, saj je bila odsotna več kot polovica šoloobveznih otrok. Šolsko poslopje pa so preuredili v bolnišnico. Leta 1917 stavbi ni prizanesel niti potres, a so jo 600 leto popravili. Potem je ponagajala še španska gripa, zato so šolsko leto 1918-1919 začeli mesec in pol kasneje. Kljub temu je bilo leta 1921 6-razredno ljudsko šolo obiskovalo 495 otrok, z tega kar 35 iz sosednjih krajev. Med poletnimi počitnicami leta 1934 so temeljito obnovili šolsko stavbo in njeno notranjost, v naslednjih letih pa še druge dele šole zamenjali peči in uredili šolski vrt. Po drugi svetovni vojni je vodenje med vojno precej poškodovane šole prevzel priznan pedagog in odličen organizator Janko Knapič. Po njegovim vodstvom so začeli popravljati šole, šolskega vrta, ki je bil med vojno popolnoma uničen. Šolskemu okolišu se je priključila takrat Čekrška vas. Pod upravo šole je znova zaživel otroški vrtec, ki je v gradu deloval že pred drugo svetovno vojno. Zaradi vse večjega števila šoloobveznih otrok so leta 1962 razdelili šolo na osnovno šolo 1, bratov Ribarjev, Brežice in osnovno šolo 2. Prvo nastanjeno v prostori gimnazije Brežice je vodila ravnateljica Rozika Betinc, osnovno šolo 2 pa ravnatelj Marjan Gregorič. Za uspešnejše učno vzgojno delo in izboljšanje medsebojnih odnosov sta se 25. avgusta 1965 obe šoli združili v osnovno šolo bratov Ribarjev Brežice. Zaradi prostorske stiske so imeli pouk v 3 izmenah. Pouk so imeli tudi v prostorih trgovske šole in telovadbo na gimnaziji Brežice. Konec 60-ih let je bila šola že v zares slabem stanju. Otroci so v šolo prihajali od jutra do večera, pouk v enem dnevu se je namreč čel kar 5-krat. Zaradi tega je bil na hodnikih velik nemir, ker so imeli v šoli samo en umivalnik, učence ni bilo mogoče navajati na higieno. Slabo se je godilo tudi učiteljem. Nekateri niso imeli kabinetov in so se na pouk pripravili kar na hodniku. Šolsko poslopje ni bilo varno in bi ga bil lahko že manjši potresni sunek podaril. Pouk je v našem Slomškovem domu potekal vse do 1. februarja 1971, ko so se osnovnošolci preselili v novo zgrajeno sodobno osnovno šolo na današnjem naslovu Ljubstikov ulica 18. To je nakratko nekaj najbolj zanimivih zadev iz razstave. Vabim vas, da si še vse ostalo in pa zelo zanimive fotografije pogledate zunaj na ulični razstavi. Za konec pa bi se rad še zahvalil mojima strokovnima sodelavkama, dr. Ivanki Počkar in pa direktorici Posavskega muzeja Alenki Černelič-Krušelj za njuno strokovno pomoč, predloge, pregled besedil in seveda Alenki tudi za vso koordinacijo. In pa seveda tudi hvala magistrici Mateji Antoničuri za jezikovni pregled in Dari Malarič za oblikovanje razstave. Najlepša hvala. Hvala, Boštjanu. Kot veste, skoraj vsako leto pripravimo med Cerkvijo in Slomškovim domom ulično razstavo z različnimi zgodbami, ker res želimo, seveda, da vsi veste, vsi, ki hodijo mimo, kako pomembni sta te obe stavbi in kaj vse lahko to območje našega lepega mesta vsem nam ponudi. Tako da verjamem, da boste dobro preučili, danes je že malo tam, ampak se ni za danes, ne? Je potem še za ves čas, vsaj do marca. No, zdaj pa pridejo k nam, tam jim bomo dali malo prostora. Tisti, ki bi lahko 1824. leta vstopili v šolo, tudi kot prvošolčki, malo drugače, sicer bilo, zdaj bilo to dekli, vse stvari bi bilo drugače, ampak ni tako zelo pomembno. Vabimo zborček 1. razreda z naslovom imenom Poj z menoj. Njihova mentorica je Darja Kalin, na klaviru jih bo spremljala Tjaša Kramer. Osnovna šola Brežice, prosim, aplavz, ne, se so vaši imeli. To je njihov prvi nastop in kot prvi nastop, ki boste lahko šteli to veliko slovesnost od 200 let te stavbe tukaj, kjer smo zdaj,
Ta del stavbe je zagotovo star 200 let. Zapeli bodo pa dve znani, eno Vitenčevo, trije korenjaki, eno ljudsko, lisička je pravzlita zver. Najprej se bomo pa organizirali, ne? Torej, otroški zborček poimenuje Osnovne šole Brežice. Včasih je bila tu me šola, zdaj bomo se pa še malo mi potrudili. Tako da je spet, ne? Stari šoli. V redu? Imate srečo, da imate lepšo šolo, ne? Ja. Hvala lepa, učenke in učenci. Hvala lepa obema mentoricama. Juri, naš predsednik, aha. Bomo kar zdaj vam podelili rožice, dokler Juri, tvori, tako mentorica naš. Tako, po tem slavnem odhodu z odra in tem lepem nastopu pa bom pa povila, ne moramo zdaj govoriti, ne vem. Dovoljte par besed. Ne bomo na koncu, prav, ne, program teče, tako kot smo si ga zamislili. Boš šli vsi domov. Ja, veste kaj, šola je danes najpomembnejša, mi imamo pa program. No, hočem samo to reči, da sem del zgodovine te šole. Ja, lepo. Poznamo se, pa se ne poznamo. Tukaj je veliko učencev, bivših iz te šole. Zelo ste dobrodošli, hvala lepa, da ste prišli. Najstarejši tukaj, zato bi zelo rad pozdravil vse tiste, ki so se tukaj učili, pa to mladino in jim povedal, da pišem spomine in
ko bodo odrasli, bojo te spomine lahko pisali. Super. Torej, rojen bil v tej šoli, do druge svetovne vojne v kraljevini Jugoslaviji živel, potem Hitler je preživel 4 leta, potem pa šel brez osnovne šole v gimnazijo in tam končal po 20 letih. Ko sem tukaj noter živel, ker je moj oče bil šolski sluga, sem jaz moral delati. In današnje razmere v primerjavi s tistimi je nemogoče mladini povedati. Mi smo še imeli podne, zdaj ko smo umazali. Ja, hvala lepa. Ne veste kaj, hvala lepa. Bomo še imeli takih večerov spomina in bomo z veseljem vaše ime vzeli, ker ne vem, se pišete Zorko, ne vem, kako se pišete. Ja, najboljš, ne. Se vam pravičujem, sem hotela dati na koncu besedo, ampak zdaj pa res moramo iti naprej. Ker vabim ravno predstavnike Društva zbirateljev Verigar, namreč njimi smo v sodelovanju z njimi izdali tudi razglednico, priložnostno znamko in tudi priložnosti poštni žig z današnjim datumom. Tako da je to krasna priložnost in gospod vam bomo podarili to. Zdaj pa prosim gospoda Vekovslava Krahulca, ki bo predstavil, kako pa Društvo zbirateljev Verigar sodeluje v različnih akcijah in kako društvo potem tudi širi številne obletnice in jih deli tako s svojimi kolegi, kot z nami z meščani. Zdaj pa gospod Krahulec, upam, da si že uspel prebiti. Gospod Krahulec. Kot boste videli, je tudi priložnostna razstava, poštna. Aha, evo, tako, pridite, ja. Vas potrebujemo. Zunaj je na voljo tudi ta znamka priložnostni žig in pa tudi razglednica. Danes vse, kar boste darovali za to, priporočena cena 5 evrov, res seveda gre za namen nadaljnje obnove našega Sloškega doma. Zdaj pa prosim vaš pogled na to. To se pravi, ko se je to začelo, smo tudi mi kot Društvo zbirateljev Verigar pristopili in hočemo pač pomagati, da se na Sloškem domu bliže usto, da bo pač bolj izgledalo na veličini. Mi kot zbiratelji vsako leto pripravimo občinskem prazniku ali pa posebnih dogodkih eno dve spominske izdaje, ki v glavnem pritičejo pač okraju tudi na Brežice, to se pravi, naj bi bilo čim bliže ljudem in na ta način probamo, to se pravi, stare razglednice, znamke in ostale stvari, ki jih mi promoviramo, pač da so postale interesantne. Mi smo letos, ko so nas povabili na sodelovanje, pač pripravili priložnostni poštni žig, priložnostno razglednico in priložnostno poštno zvezko. Zdaj, priložnostni poštni znamki je, to se pravi, vhod v Sloškov dom, portal in gor je napis letnice in 200 let od osnutka, to se pravi, naj bi bila to prva učilnica z dvemi učnimi programi. Razglednica je napravljena z sodobno tehnologijo, to se pravi z dronom, tako da je prvič prikazan ta dom Slomškov iz višine in je čisto drugačen pogled, kot je pa bil prej, ki je pridala ta srednja stran. In pripravili smo tudi priložnostni poštni žig, na katerem je v
sredini napis društva 1824 in njihov logotip. Okrog je izpisano 200. obletnica stavbe, prve stavbe šolske v Brežicah, 200 let. In od spodaj je nazivna pošta, to se pravi 8250 Brežice. Datum je pa tako, kot ste želeli, 7.11.2014. In to je pač prispevek, ki smo ga mi dali. To se pravi, v holu je pač prikazano vse, tako da si lahko ogledate. Obenem smo, da bi bil ogled lepši, pripravili malo zbirko, to se pravi razglednic, starih razglednic Brežice in okolica, tudi z Slovenškim domom, in pa kaj so naše babice in dedki pisali kot božične ali pa novoletne čestitke, in lahko se ogledate, in zelo interesantno je sploh opisi nekdanji, kako so ljudje z veliko vnemo in tem hteli in pomagali narediti čim lepše čestitke, in takrat je pač pošta šele začela delovati. Danes pa vidimo, da je tega vse manj in manj, vse gre preko internetne pošte, tako da je zelo negativno danes za nas izgleda. Toliko vam jaz, zdaj pa. Najlepša hvala, da je sodelovanje, avtor biblioteke Marci Špogar, tako da tudi njemu se zahvaljujemo. Imamo pa zdaj še eno našo recitatorko, ki mi bo pa malo spregovorila, kaj se dogaja šolo v nedeljo. To bo ta krasen uvod za vašo ravnateljico. To je pa naša Sofija Katič, pesnica pa Bine Štamper-Žvalc, šola v nedeljo. Tudi mene zanima, kaj se dogaja v šoli v nedeljo, ampak očitno ne bom še izvedla. Šola v nedeljo. Šola v nedeljo z vsemi razredi počiva. Privošči si kopel blage tišine in nje prav ponedeljsko uživa. Neslišno drsa z nedeljskimi copati, zaupno šepeče za zaprtimi vrati, s stroškim zvoncem je dobrotljiva in ga pusti nedeljsko spati. Šola v nedeljo uči se le zase kuha juho in klobase, sama sebe povabi na čaj in sama se vpiše plavalni tečaj. Šolo v nedeljo nedeljsko brezdelje obliva. V ponedeljek odpre vsa vrata, spočita na novo mita in ne uživa. Zavajamo še za nekaj 10 pregovori, ravnateljica Osnovne šole Brežice, doktorica Mateja Hadler. Prosim. Lepo pozdravljeni. Pred 200 leti so naši predniki postavili šolo kot simbol napredka in upanja v boljšo prihodnost. Verjetno so se tudi oni, tako kot mi danes, srečevali z izzivi in težavami. Kako ohraniti vizijo, kako premagovati ovire in poskrbeti, da šola ostane središče znanja in vrednot. Znanje je ključ do osebne in družbene rasti. Je orodje, ki odpira vrata, premika meje in omogoča kritično mišljenje. Prav šola je prostor, kjer se učimo ne le brati in pisati, temveč tudi sodelovati, spoštovati različnost in se medsebojno podpirati. Današnji dogodek so obogatili prav naši učenci in učenke Osnovne šole Brežice, svojimi nastopi in talenti so dokazali, da duh ustvarjalnosti in znanja živi naprej. Njihov trud in predanost
nas navdihujeta, da verjamemo v svetlo prihodnost. Oni so tisti, ki bodo na temeljih, postavljenih pred 200 leti, gradili nove zgodbe. Zato pogumno naj stopajo naprej, ampak da več nič sem jim hotela povedati, po tej poti učenja, raziskovanja in sanj in naj njihove ideje in dosežki oblikujejo naš skupni jutri. Hvala. Najlepša hvala ravnateljici, ki bo letos prvo šolsko leto vodila našo šolo. Želimo tudi njej veliko dobrega. Vse, kar je želelo učencem, tudi dobro. In še naprej sodelovanje je pa tudi tisto, kar je najpomembnejše. Ta dogodek razstavo je podprla tudi občina Brežice, podprla tudi krajevna skupnost mesta Brežice. Podpirate ga vsi, ki prihajate k nam, ampak veseli smo pa, da je med nami župan Ivan Malan in da ga lahko prosim za besedo. Veseli me, da v tem prostoru se nas je toliko zbralo, kajti dejansko stavbe so pomembne, so lepe, vendar, če nimajo vsebine, če ni v njih ljudi, so na nek način brez duše. Zdaj je bilo že kar precej povedano o zgodovini te šole, predvsem kar se tiče šolstva, samo osebno pa mogoče se bi bolj obrnil na zadnjih 30 let, kajti vemo, da ta šola je imela svetle plati, imela pa tudi bolj temne. In seveda se spomnimo še, kako je vse skupaj propadalo in kako je res bilo na nek način tu v mestnem jedru postala to kot ena večjih, lahko rečem, tudi brežiških sramot. Seveda potem sem vesel, da je se vključila občina že malo pred menoj, še bivši župan Vizjak, takrat, ko je bil, da je uspel sploh odkupiti to stavbo praktično od ene propadne firme. Potem pa moram reči in se zahvaliti, da se gospod župnik vključil v to in seveda, da smo prišli do tega, da je prišlo do zamenjave te šole z eno drugo parcelo in potem seveda, da smo vsi skupaj se potrudili, da ta Slomškov dom ponovno nekako vseeno krasi ta naš del občine Brežice. In jaz mislim, da s tem smo ogromno dosegli, vemo, da smo tudi z skupnimi močmi, veliko ste krajani prispevali, tudi nekaj občina, nekaj cerkev in vsi skupaj prišli do tega, seveda, da je bila ta stavba najprej obnovljena. Vem pa in vsi se zavedamo, da seveda sama stavba, kot sem že omenil, ni ključnega. Ključnega je, da se v njej zbirajo ljudje, da so vsebine in veseli me, da danes praktično so tu nastopali najmanjši otroci šolski, kar pomeni seveda, da je to tudi največje bogatstvo in največja prihodnost. Danes veliko govorimo o bogatstvu, bitcoinih, delnicah in vsem skupaj, vendar jaz mislim, da največje bogatstvo so prav otroci in tam, kjer so otroci, tam je tudi prihodnost. Vse ostalo pa počasi postala neka mrtva družba. Zato sem zelo vesel, da bi se to nas je toliko zbralo, da so to najmlajši. Upam, da bo seveda tako, kot je bilo že rečeno, bila obnovljena še tudi gornja nekako nadstropje, ki bo dobilo vsebino in seveda, da bo to v mestu Brežice še naprej nekako bilo nas opominjalo še naslednje 100 let na našo kulturno dediščino. Zato vsem skupaj hvala, ki se trudite za to, želim še veliko dobrega, danes pa lep večer in uživajte v prireditvi. Hvala lepa. Hvala, veseliki. Zadnjo besedo pa naj ima naslednik tistega gospoda Fuksa Ignaca, ki je pred 200 leti tako se trudil in skrbel, da je zrasla ta stavba. Se pravi, trenutni naš župnik, omenjen že gospod Milan. 20 let je letos, odkar ste začeli s prenovo, tam je tudi gospod Kelhar. Hvala vsem, ki ste se trudili za to in predali v roke našemu mojemu župniku, ki že ni več tako nov, gospodu Ivanu Šumljaku, ki ima s tem tako skrbi, verjamem pa, da bo vedno tisto vse, kar je lepo, prevagalo vse to, kar je na skrbi in na plečih.
Ampak, tako kot je bilo rečeno, stavba je zdaj že več kot 20 let v rokah naše župnije in hvala lepa, hvala Bogu in vsem vam, da lahko tukaj vse ustvarjamo. Imamo še veliko dela, ampak vsak tak korak je pomemben in lepo prosim še to za zaključno besedo. Potem bom pa jaz samo preden, bo najzaključna beseda bo vaša, povem, da gremo v sosednji prostor, najprej v hodnici pogledati razstavo, je zelo zanimiva. Gledajte čas, še en teden bo tukaj, v odpiralnem času Caritas, če kdo kaj potrebuje, lahko tudi gospodinko pokliče na Dežni Dušičevo. In danes tudi ta priložnosti žig, razglednica je na voljo, znamka in seveda zunanja razstava pa vsaj še do marca. V sosednjem še drugem prostoru je pa pogostitev, ki je pa nastala v sodelovanju Osnovne šole Brežice in Posavskega muzeja Brežice oziroma naše kavarne Vodovodni stolp. Vino sta pa prispevala Mihelca in kako je že ime? Bojan. Mihelca in Bojan Urek. Tako da najlepša hvala vsem. Zdaj pa lepo prosim na tak lep zaključek današnjega dogodka, gospod Ivan Šumrek. Prijazen dober večer, še posebej sem vesel in hvaležen, da je z nami gospod župan, spoštovana gospa ravnateljica, naša Alenka, gospa Ivanka, gospod Klemen in mediji in vsi vi, ki ste danes z nami. Torej, ja, Julij, seveda, kot predsednik našega društva 1824. In pa ustavil bi se tudi pri vseh vas, ki ste nekoč obiskovali in začeli svoje korake ali pa jih nadaljevali v tej šoli. Tudi zanimivo je, da je najin sobrat Peter, ki ga danes nekaj ima eno obveznost, da hodil sem kaj v osnovno šolo. Zato bom začel s tistim Ciceronovo mislijo, historijo magistra Vite, torej, da je zgodovina učiteljica življenja. Lepo je, ko se lahko iz zgodovine nekaj tudi naučimo. In ko se učimo, potem pogledamo v sedanjost. In če imamo pogled usmerjen v zgodovino, potem nas ni treba biti strah tudi ne za prihodnost. Lepo je bilo povedano, da so otroci naše največje bogatstvo in še kako res je. Zato sem hvaležen, da smo lahko skupaj stopili za osnovno šolo in pa predvsem vami, ki smo danes tukaj skupaj zbrani. Želel bi se, da bi še mogoče starši nekoliko počakali, ampak vendarle imajo druge obveznosti, sem vam, ki ste pa ostali, pa bi pohvalili. In ko se v tem času, torej v tem, lahko rečemo, lepih časih, ki so nam trenutno podaljeni, moramo se biti kar hvaležni zanje, se ustavimo tudi v tem, da pogledamo torej v prihodnost. Ali pa prihodnost ne samo pogledamo, ampak jo vidimo še tudi nekoliko krajše sedanjosti. Gospod Kelhar in pa dragi naš gospod Miran, vidva sta res skupaj z vajnimi ljudmi zaslužna, da je iz te mrtve točke prišlo do tega, da se je ta stavba začela obnavljati. In z tega mesta v imenu vseh nas iskrena hvala. Dragi gospodu, ni samo to, da se nekaj dogaja, ampak je to, da se nekaj lepega dogaja. In ko pogledam, veste, v letošnjem letu imam prvo obhajencev, torej v 3. razredu, 27 otrok v eni skupini. Ampak na drugi strani zelo lepo. Zato je potrebno, da imamo tudi kakšno stvar še zraven. Tako jih je treba najprej potegniti na nogomet, dokaj je še čas, da se to malo zdivjajo, potem pa lahko gre lepo naprej. In lepo je, ko srečamo in vidimo, da radi prihajajo semka in da se tukaj neke vrste učenosti tudi nadaljuje. Pa ne samo to. Tudi to, da smo skupaj, da skupaj živimo in skupaj sodelujemo. Zato bi si nadel v prihodnosti eno veliko željo ali pa ene lepe sanje, zato da bomo radi pogledali na to stavbo, ki danes tukaj je. Jaz sem hvaležen za vsak trenutek, za vso stvar, ki se pripomore do temu, da z naša župnija, ki je velika,
in lahko in zmore, v to sem popolnoma prepričan, to stavbo naredi tudi, da bo nekoč župnijski dom, kar pomeni, da bodo tukaj duhovniki tudi stanovali. Ne samo duhovniki, da se bodo tudi prireditve dogajale, kar je že pripravljeno v drugem, torej v prvem nadstropju in potem še kaj naprej. Torej, ljudje, ki stopijo skupaj, to vam pa lahko rečem, ker že imam izkušnje, kako je, ko se odpre. Takrat lahko samo gledaš, se veseliš in rodovi za teboj opazujejo in se tega tudi z nami veselijo. Torej, ne bo samo zgodovina, naj bo sedanjost in naj bo tudi lepa in bogata prihodnost. In ne morem drugače, kako da ne zaključim s tistim, ki pa bdi nad vsem tem dogajanjem tukaj, to pa je naš blaženi škof Anton Martin Slomšek. In on je rekel naslednje: dveh reči ne odlagaj za jutri, poboljšanja in dobrega dejanja. Za današnji dan vemo, da ga imamo, ali še jutri doživimo, tega ne vemo. Žal naj ti bo le za tri reči tvojih preteklih dni. Za hudo storjeno, za dobro zamujeno in pa za izgubljeni čas. Ta večer in vsakršno prizadevanje tukaj ni bil izgubljeni čas. Torej, naj bo plodovit čas, naj bo čas prihodnosti, na katerega bomo z veseljem ponosni, pa ne samo ponosni, tudi sami za skupaj pisani. Naj Slomšek svojo mogočno priprošnjo bdi nad nami, mi pa z veseljem in radostjo, skupnimi močmi po poti za naprej. Hvala lepa vsem in na takšen in drugačen način pomagate še posebej občini, gospodu županu, ki imate posluh za te stvari in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Se delamo za skupno dobro, ne samo za dobro določenih. Torej, naj bo lep večer in lepa prihodnost. Vse lepo in hvala lepa, da ste prišli. Z nami tudi razstavo pogledati, še ven, pa se potem vrnemo nazaj v dobro uporabo tudi luč. Hvala lepa.